Ko daje na sporedu, imamo končno malo več časa za kakšno cool reportažo in seveda za kakšen cool test avta. Mene je doletela črna kuga. Vem, ja, mogoče komu ni več zabavno, ampak meni je, mogel sem provati. V glavnem, s črno kugo so šla daleč na jug, da preizkusim, kako se hibrid obnese v praksi in zakaj je to eden boljših Fordov. In zdaj po tednu dni lahko že kar veliko povem. Začela sva pa še bolj na jugu, ob enem lepem jezeru. Jezero Dojran je sicer tretje največje v Severni Makedoniji in čeprav izgleda veliko, ful ni globoko, največ samo 10 metrov. Ja, tudi sam sem bil presenečen, je pa na meji z Grčijo in veliko popotnikov se tam ustavi, da si spočije na dolgi poti z severa, potem pa nadaljuje pot na jug. Tam je tudi plaža z zelo pomenljivim imenom. Cene so pa zelo cool. Najem apartmaja manj kot 30 evrov, pivo na plaži pod 2 evra, ležalniki za ston, kar cool in poceni lokacije za počitek. Precej dražje je v Skopju, ampak tam sem se ustavil samo toliko, da sem pozdravil kolega, ker sam veliko bolj uživam takole na deželi, ker je manj prometa in narava je veliko lepša. Že ko sem pred leti šel z družino in malo parkolcev v Grčijo, sem bil navdušen nad avtocesto v Severni Makedoniji, ker pelje skozi res lepo pokrajino, velike hribov, gora, rek in pa seveda gričevja, kakor je tukaj, a ne? In ker je tukaj zelo veliko sonca, je logično, da ena vzpenjavka tukaj pa še posebej dobro uspeva. Se dobro spomnim besed kolega, ko je rekel, da dežela ni nič vredna, če tam ne raste trta. Potem je Severna Makedonija vredna ogromno. Sem tudi slišal, da je ena vrsta vina njihovo naravno bogatstvo, zato moram to preizkusiti, jasno. Baje letno raste proizvodna vina za 8,7% in predstavlja že zelo velik delež družbenega proizvoda. Seveda, če ga pa letno proizvedajo več kot 1 milijon hektolitrov in od tega 60% izvozijo. In jaz se zdaj peljem v največjo, itak. Evo, že leta 1885 je bila ustanovljena ena največjih vinskih kleti na Balkanu, Tikveš. Zdaj ste verjetno že slišali za to ime, a ne? Vmes je bilo kar nekaj, ne, vzponov in padcev zaradi tega, ker je bila že državna vmes, danes je pa spet privatni lasti. In pazite to, ne, 50 milijonov evrov so vanjo že vložili od leta 2003, zato pa danes gleda tako lepo. Mene je najbolj presenetila kapaciteta. 40 milijonov litrov vina tukaj na leto predelajo, torej 33 milijonov kilogramov grozdja porabijo za to. To pa so hude cifre, ne? Pol od tega predelajo v svojem vinogradu, več kot 1000 hektarjev jih imajo, porabljajo pa samo makedonsko grozdje, itak, in sicer iz 3 regij, Tikveš, Veles pa Gevgelija. No, najbolj proizvajano je pa belo suho vino, ki se imenuje Smederevka. 12 kg grozdja letno predelajo, da ga proizvedejo. Tole so barik sočki, polni, pa ni jih mala, ne? Tukaj le starajo bela vina, tam v naslednjih letih pa rdeča. Drugače pa v sezoni trgatve sprejemajo približno 1 milijon kilogramov grozdja na dan. In so rekli, da je to seveda ful premalo, ker je pač tako povpraševanje in zdaj povečujejo raven tam nagradijo od zunaj na 1,5 milijona litrov na dan. Drugače pa baje 60% prodaja doma, 40% pa izvozijo. En promilček tudi v Slovenijo. Tole je srce vsake vinske kleti, arhiva. Več kot 60 let so stara kleta že določena vina in baje je bila narejena za Tita. Tako da danes se pa seveda večina vin tukaj osnotar ostala, kupiti jih pa ne morete. Sam šef jih lahko določi. A veste, kaj je tole? Sodi. Inox sodi so zabetonirani kleje notar in vsak ima kapaciteto 250 000 litrov. Ja, ogromen. Ja, so pa oni ful hudi, tudi črni, hrastovi, so že več kot 60 let stari, zato so že toliko potemneli. Drugač je jasno, da tudi v Makedoniji že obvladajo kulinariko in so res dobro kosila pripravili top. Moram pa reči, da vina, ne, razen vranca, praktično nobenega še nisem poznal, pa vsa so me navdušila. Super, sladica, ni da ni.
Od 90 do 100 evrov stane takšna krasna pogostitev, vem, ni pocena, ampak to je res na nivoju za prave uživače, tako da tudi ne more stati enako kot, ne vem, pleskavica na štantu, ki jo recimo dobiš za 2 evra, pa je lahko tudi vrhunska, da ne bo pomote. Ampak, ker sem avtomobilist in ker je tole zame še večji užitek, se peljem po eni hudi cesti od kraja Negotino proti Radovišu, če boste slučajno iskali tole cesto. Res je lepa, skoraj nič prometa, fini ovinki, dobra podlaga, še najbolj me motijo vse smeti ob njej, ker narod očitno nič ne pas na svojo res lepo naravo. Kuga pa vrhunska, kot sem pričakoval. To je srednje velik SUV, zato ima zelo veliko prostora v kabini. Za družine je super tudi, ker je zadnja klop tako dobro nastavljiva, se kar lepo pomika naprej-nazaj, če rabite več prostora v kufru. In tudi ta je velik. Jaz sem vzel s sabo celo šotor in jogi, če bom rabil kje prespati tudi v Vini. Ogromno prostora je tudi v dnu in če radi butate v druge avte ali pa stene, boste zelo veseli tega dodatka, ki zaščiti rob vrat, ko jih takole odprete. To je fajn, vsa vrata imajo tole. No, meni je pa sploh kul, da se dobro počutim tukaj. Materiali so ok, odlagalna mesta itak, tukaj se telefon fila in tole je še stara Fordova armaturka, kjer je veliko ta pravih gumbov, da jih ne rabim iskati tukaj v menijih na zaslonu. Pa tudi pri ta novi, ki baje pride kmalu, so ohranili ta pomembne gumbe. Ampak vožnja. Jep, tukaj se lepo vidi, kako znajo pri Fordu fino oglasiti podvozje, da je udobno, ker kakšna cesta tukaj tudi ni v najboljšem stanju. Ni pa preveč nagibanja, čeprav vsega čuti, če gre hitro skozi ovinke. Bolj pomembno je, da je kuga še vedno lepo vodljiva in da vam dober občutek na volanu. Pride kakšen ovink, ko je treba hitro odreagirati, ker je veliko kamna na cesti in takrat je fino, da te volan uboga, a ne? Zdaj sem se že spustil nazaj v dolino in spet uživam v zelenju okoli sebe. Tukaj sem blizu umetnega Tikveškega jezera, kjer očitno odlično uspeva trta. Ceste so ponekod obupne, se pa najdejo tudi kakšne lušne, edine traktorje pa treba paziti, ker imajo velik dela s trto. Kuga zna sicer lepo zavirati tudi sama, če boste kakšnega spregledali, ampak tega seveda ne priporočam. Ima pa tudi prilagodljivi tempomat, ki na urejenih avtocestah deluje čist ok, tukaj v Makedoniji in prej v Srbiji pa pač ne, ker ima še zmeraj neke čudne vrednosti v sistemu. Potem ti začne pa sred odprte ceste zavirati na neko hecno hitrost. Pač izklopaš, pa potem spet vklopaš, ko je ok in je. Ja, zdaj pa čas za zgodovino. Kdor obišče Makedonijo, se mora nujno ustaviti tukaj v arheološkem najdišču Stobi. Tudi če greste samo v Grčijo z avtom, je tole super postank. Direktno ob izvozu z avtoceste in lahko super pauza, da si malo pretegneš noge, a ne? Pa tudi ohlajeno pijačo imajo tam, če kdo to rab. Drugače pa vstopnina 3 evre. To je starodavno mesto še iz predrimskih časov, potem pa je postalo glavno mesto rimske province Makedonije Salutaris, zato boste tukaj videli Izdin tempelj, pa veliko rimsko gledališče, veliko kopališče, rezidenčne stavbe in Teodozjevo palačo, v kateri je prebival cesar Teodozij. No, največja znamenitost, vsaj zame, pa je verjetno baptisterij v baziliki, kjer so prekrasni mozaiki, med njimi tudi pav, ki danes krasi marsikatero zadevo v Makedoniji, med drugim njihov denar. Me pa zanima, če je bilo tudi njim v tistem cajtu toliko vroče, kakor je danes meni, ampak imam tudi za to super rešitev. Zunaj je 38 stopinj in kaj je najboljša možnost, da se umakneš pred to vročino? Ja, vinska klet, kaj pa? Tukaj je fino hladno, leta 1998 so jo ustanovili in je bila prva privatna vinska klet v Makedoniji. Ampak tukaj se osnovna buteljka začne pri 10 evrih, najdražja pa je 255 evrov, tako da to ni hec. Mi je pa ful všeč, da je ves hrast tukaj makedonski, tako da je to tak lepo zaokrožen krog. Mi je pa še to zanimivo. Začeli so 100 000 litri, zdaj, 25 let kasneje, pa že 1,3 milijona litrov.
Za privatno vinarja je to kar veliko. Samo Bovin ima lahko geografska imena vin, ker so bili prvi privatni, zato imajo takšna kul imena, kot je recimo tale Disan. Sicer pa smo probali za začetek Sauvignon, klasiko, tudi bele vina so v Makedoniji, ok, če še niste vedeli, ampak res zaživijo pa z rdečimi in to je vranec. Močno aromatično vino je to, morate probati, ker je tudi vrst velik, tale je recimo barikiran, tale pa brez staranja v hrastovem sodu, samo sadje se čuti res nekaj posebenega. Cena je tukaj 23 €, v trgovini še enkrat več, pa tudi hrana je bila super, tako da kdor obožuje vino kot jaz, mora sem. 50 € na osebo je, 6 vzorcev vina, če bo pa ful dobro razpoloženje, pa dobite še veliko več. Pri meni je, tako da bomo zdaj probali še njihovo rakijo, avto pa k sreči že zdavnaj parkiran. Sem se fino naspal čez noč, je bila lepo ohlajena soba in zdaj se že peljem na skrajni zahod Makedonije, tja, kjer sem začel prispevek. Seveda mimo trte spet ne gre, sem se pozanimal in klet Bovin ima 78 hektarjev tukaj na Lepovem brdu. Vrste v vinogradu pa so narazen točno 1,20 m, so se res potrudili, da je vse v tako lepo ravni liniji, a ne? Zakaj tako dobro uspeva? Ker kar 260 dni od 365 tukaj sije sonce, zato sem prepričan, da bo v nekaj letih tukaj tudi ogromno sončnih elektrarn. Zdaj pa kumi vidiš kakšno. Imam blazno srečo, da vedno, ko kam grem, naletim na vročino. Ko je termometer pokazal 40 stopinj, sem rekel, da zdaj pa je čas, da grem v hribe. Vmes mi je še Google mačkam ponagajal z eno super bližnjico in še dobro, da je kuga toliko visoka, da nisem rabo po tleh praskati, ne? Tole, kar je pa tukaj, da so pa samo sledi vejc, da ne bo kdo mislil, da sem ga opraskel. Sem pa v Narodnem parku Mavrovo, največji od 4 v Makedoniji je in ima takšno krasno veliko jezero, pa ful znano potopljeno cerkvico. Drugače pa fajn biti tukaj 1000 metrov višji od doline, ker je vsaj 10 stopinj manj, zrak je fajn. Ja, se kar splača imeti fajn kolege, ki ti takole sposodijo svojo počitniško hiško, kakor jo je meni novinarski kolega iz Makedonije. Zdaj pa nekaj za ta prave navdušence. Pa namislim pleskavice in odličnega ajvarja, ki sem si jo privoščil včeraj zvečer ob krasnem razgledu na jezero, cena 5 €, ampak tale cesta na Galičnik. Če boste iskali nekaj res lepega, je to. Sicer je ozka, ampak pelje skozi noro pokrajino, krasne doline in seveda tam je še gora Korab, najvišji vrh Albanije in Severne Makedonije in točno 100 metrov nižje od Triglava. Moram enkrat gor, ja. Tukaj res lahko samo občuduješ pokrajino in uživaš v vožnji. Na takšnih cestah jaz skoraj vedno vozim kuga v tem programu L. Lov, ker bistveno več zavira, ko spustim plin, da rabim manj uporabljati zavoro, sploh takole po klancih dol. Sicer je pa to klasični samopolnilni hibrid. Bencinski motor je 2,5 litrski 4-valjni, brez turbine, z Atkinsonovim ciklom za večjo učinkovitost, zraven je še električni motor, ki pomaga bencinarju in energijo črpa in shranjuje v baterijo s kapaciteto 1,1 kWh, povezana pa sta seveda samodejnim ECVT menjalnikom. Eden najboljših klasičnih hibridov je po našem mnenju, ker deluje res lepo in zvezno in je predvsem umirjen, tih. Tudi ko močno pospešuješ, hrup ni moteč. Pa je zelo lepo odziven. Sistemska moč je 140 kW, to je 190 konjev, pospešek do 109,1 sekunde, končna hitrost blizu 200 na uro, v glavnem super nadomestek za zdaj že očitno zastarele dizelske motorje. Seveda mi ne bi verjeli, če ne bi pokazal še porabe, in ta je zdaj po okoli 2000 prevoženih kilometrih 6,3 litra benzina na 100 km. Na avtocesti do dol sem imel 6,5, zdaj po vseh hribih in dolinah pa je padla za 2 deci in tukaj gre zahvala hibridnemu pogonu. In sem tam, kjer sem začel. Kuga vinjale me lepo in fancy pripeljala daleč in visok. Ta oprema je še posebej fina, ker si lahko umislite posebne prevleke sedežev, pa zadnji namest kuga piše vinjale. 48 jurjev stane takšen z vsemi dodatki, sicer pa 40, kar se mi zdi kar v redu cena za tako kompleten avto. Nič, zdaj grem pa na Ohrid, da vrnem kolegu ključe od hiške, se skopam, umijem avto, potem pa nazaj na daljni sever, da me ne bo šef preveč pogrešal.
Res nisem vedel, da je tako lepa Makedonija. Tudi jaz ne, dokaj nisem do dol prišel. Ja, in pot do dol je ok. Super je, avtoceste v Srbiji so zakon, v Makedoniji so pač še ceste tako, ampak vse gre. No. Sem pa povozil še konjski žabu nazaj grede, ne? Tako da se veš, kako je s temi kiti za popravil pneumatik. Ja, nič ti ne nuca takrat, ko to rabiš. Čisto nič. K sreči sem pol zelo hiter našel vulkanizerja in imel vse zrihtu tipi topi. In? Koliko zdal? 3 evre. Ka? Ja, sem pa pol rekel, da mi še avto opere, da bo vsaj kaj zaslužil, ne? Ja, koliko te je pa pol vzel za pranje? Še 3 evre.